Ta člen seveda res govori o nedotakljivosti življenja, vendar gre tu za nedotakljivost s strani države. In ravno zaradi tega nimamo smrtne kazni. In so državljano, verjetno. Ni pa ta nedotakljivost absolutna, zato samomor ni kazniv. Poleg tega policija in vojska imata pod določenimi pogoji možnost in pooblastila, da uporabljata stresno orožje, ki lahko komu življenje tudi konča. V tem primeru gre za zelo jasno nerazumevanje 17. člena naše ustave. Ker 17. člen naše ustave v resnici govori o nečem drugem kot pravici do življenja, kar je običajno v ustavah, ko branijo pravico do življenja. Naša ustava govori o nedotakljivosti življenja in v bistvu to pomeni, da je više varovana ta pravica do življenja, kot je varovana v drugih ustavah. In če pogledamo komentar ustave, tam piše, da je nedotakljivost nedvomno izhaja, da je želel ustavodajalec z njim poudariti hierarhični pomen te vrhovne ustavne dobrine. In piše naprej, da če je pravico do življenja absolutno nujno potrebno omejiti zaradi varstva hierarhično enakovrednih ustavnih dobrin, na primer življenja drugega. Zaradi tega vojska in policija lahko uporablja orožje, zaradi tega, ker v resnici brani nedotakljivost ranljivejšega. In tukaj pa ne gre za hierarhično dobrino oziroma hierarhično pravico, ko se pogovarjamo o evtanaziji ali pa pomoči pri samomoru. Zaradi tega, ker moja pravica, da ne gledam trpečega, kako trpi, absolutno ni nad tem, nad njegovo nedotakljivostjo. Jaz nimam pravice njega ubiti zaradi tega, ker pač mislim, da preveč trpi. Res je, vsakdo ima pravico to narediti sam. Zakonodaja tega ne kaznuje, to ni kaznivo dejanje, vendar v resnici je veliko ljudi, ki tega v resnici ne morejo narediti sami. Ne morejo narediti sami ali zaradi svoje fizične onemogočenosti ali pa zaradi svoje socialne, institucionalne onemogočenosti. Če si ti v instituciji varstva, kjer v resnici vsi zaposleni morajo po svoji službeni dolžnosti preprečiti tak poskus, Kar se je zgodilo mojemu očetu. In tudi Vesni prijatelj nedavno. Ali mislite, da smo dekriminalizirali poskus samomora zaradi tega, ker mislimo, da je samomor sam pod sebi nekaj dobrega? Ne. To smo naredili zaradi tega, ker razumemo, da tisti, ki delajo samomor, da so v resnici žrtve, ki jim rabimo pomagati in ne, v bistvu, da jim nič ne pripomoremo, če jih zapremo v zapor. In tem ljudem blazno dobro pomagamo. 70-90% tistih, ki so kdaj delali poskus samomora, ga ne naredijo nikoli več. In kaj naredi ta zakon? Ta zakon pa v bistvu ljudi utrdi v njihovem obupu in jih potrdi v njihovi smrti. In te ljudje ne dobijo druge priložnosti. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v Sloveniji bo omogočil, da bo Slovenija prva država na svetu, kjer bo pomoč zagotovila država. In ne tako kot povsod drugod zdravniki. Torej, tam je to diskrecijska pravica zdravnika, pri nas pa bo to odobritev države. To smo naredili namenoma, ravno zato, da razbremenimo zdravnike občutka odgovornosti in krivde, o kateri smo slišali, da ne bi jo dobili. To je pa razlog za dodatno skrb. Ker če odgovornost prevzame neka abstraktna država in ne konkretni ljudje, je v bistvu odprto za zlorabe in prelaganje te odgovornosti toliko bolj odprta. Ker vzamemo primer direktno iz zakona. V primeru, da se zdravnik, torej lečeči zdravnik, ne strinja oziroma da ima negativno mnenje, ga lahko komisija, ta njihova država, preglasi in zdravnik po zakonu mora predpisati smrtno dozo, kljub temu, da se s tem ne strinja. In to je zelo nevarno področje, ko neka abstraktna država prevzame neke odgovornosti. In to tudi dobro razloži, zakaj so tako majhne kazni po tem zakonu izpostavljene, torej 500 do 5000 evrov za nelegalni uboj človeka po tem zakonu za pravno osebo, torej za neko državo. Kar pa zadeva samega razmerja med zakonom in pa kodeksom,
se moramo zavedati, da je hierarhija pravnih aktov vendarle v Republiki Sloveniji taka, da morajo biti tudi kodeksi etike, ki so sicer dejanja in spisi avtonomnega prava, v katere država neposredno sicer ne more posegati, ampak vseeno ne smejo biti v nasprotju z zakonom. Dejstvo pa je, da seveda so zdravniki prepričani, da je to, bi lahko rekli, njihova mala ustava. Hipokratova prisega je stara 2500 let in kodeksi, zdravniški kodeksi po celem svetu se stalno spreminjajo. Ne ostajajo nespremenjeni in se bo tudi ta njihov spremenil. Seveda ne takoj in naredili bojo vse, da ga ne bo treba spremeniti, ampak nekega dne bo spremenjen. Dobro, najprej In kaj hoče tukaj gospod Pleterski povedati, je to, da bo pač država določila, kaj bo etično in kaj ne bo etično, in če bojo zdravniki imeli kaj za pripomoč, naj bojo mogli pač kar utihniti. gospod Nahte. In na koncu je vseeno potem smela umreti v času postopka paliativne sedacije, ki je del paliative. In samo zato, ker so se bali, da bodo obtoženi sodelovanja pri samousmrtitvi. Paliativna sedacija je način, kako ljudje v bistvu umrejo brez bolečine. Ampak bistvena razlika med paliativno sedacijo in evtanazijo in pomočjo pri samomoru je to, da je namen paliativne sedacije lajšanje bolečine, namen evtanazije in pomoči pri samomoru je pa človeka ubiti. Drugo, Hipokratova prisega dan danes ni to, kar ni ta tekst iz antike, ampak zdravniki, ki začenjajo s svojim delom, prisegajo ob prvem členu, ob preambuli sedanjega zdravniškega kodeksa, ne pa ob Hipokratovi prisegi pred par tisoč let. Tako da bodimo realni. In tretja stvar, vsi zdravniki sveta spoštujejo Ženevsko konvencijo. Ženevska konvencija je tisti dokument, ki zdravnike najbolj zavezuje po celem svetu, kajti zdravnik v Sloveniji, ki je prisegel pri slovenskem kodeksu. Naravno smešno pa je, ko začnejo zagovorniki evtanazije in pomoči pri samomoru navajati neke mednarodne konvencije. Mednarodna konvencija o človekovih pravicah govori o pravici do življenja, nikoli o pravici dostojanstvene smrti. Da ne govorimo o konvenciji, zavezujoči konvenciji o pravicah invalidov, ki pravzaprav že nekajkrat so države, ki imajo uzakonjeno evtanazijo in pomoč pri samomoru, pozvali, da je nesprejemljivo, da je invalidnost pogoj za samousmrtitev. In to je v nasprotju s temi konvencijami in človekovimi pravici na splošno. In samo dejstvo, da to kršijo neke moderne države, še ni opravičilo, da gre za nekaj dobrega. Mednarodne institucije jih pozivajo, da naj tako zakonodajo spremenijo. Neznanstveno trpljenje seveda je subjektivno in nihče ga ne more objektivno določiti. Torej, zakon sam seveda tudi zaradi tega ne more postaviti nekih objektivnih meril, ker ne obstajajo nikjer na svetu. Pri čemer je pa treba še nekaj posebej povedati. Zdaj, v 6. členu je govor o trajni okvari zdravja in želim poudariti to, da po mednarodni definiciji zdravja ni samo odsotnost bolezni, ampak pomeni tudi dobro počutje. V angleščini well-being. In na tej točki oba dva zagovornika in avtorja zakona priznata vse strahove, ki jih imamo nasprotniki. In sicer to, da je neznosno trpljenje nemogoče definirati in da ga pravzaprav vsak sam definira po svoje. In tukaj se potrjujejo vse nevarnosti, ko pravimo, da se vedno krog upravičencev samo širi. In ne samo to, da tudi onadva to predvidevata. Celo zaželen scenarij je, da bo na ustavnem sodišču nekdo iskal z duševno boleznijo pravico, da bo tudi lahko dostopal do pomoči pri samomoru. Ne samo predvidljivo, celo zaželeno in pričakovano je to od strani Pribalca in Pleterskega. Kot avtorje zakona, pomislili smo, da je v resnici, jaz menim, da je pravičnost stališče, na katerega smo se postavili, ko smo delali ta zakon. Po rodu, pri spočetju imamo to možnost, da je izbira na voljo, pri smrti je pa ni. In to, da je ni, je neka velika diskriminacija skupine, ki to izbiro hoče imeti. Dobro, to izbiro mi popravljamo s tem zakonom. Hvala, gospod. No, jaz pa mislim, da ni pravično,
da zaradi te njegove želje po ročni zavori vzpostavljamo zakon, ki bo vse tiste ljudi, ki so že zdaj na robu, ki so obupani, ki imajo črne misli, ki so v starosti sami in mislijo, da samo breme drugim in da imamo zakon, ki jih v tem v obupu utrdi, in da sama ta dilema, ki jo imajo, bojo resno razmišljali o tem, če so res še vredni in če ni njihova dolžnost, da se kar odstranijo, namesto da bi jim mi zagotovili zdravstveno in paliativno skrbo in da bi z njimi bili, jim nudili bližino in toplino. Ja, lahko na tak način si zaključimo. Ja. Drugače bo vse bila dobra. Vse zaključimo verjetno lepši. Tako bo. Sarkastično. Ja. Nežen pot. No, jaz pa mislim, da ni pravično to, da ta njegova želja po tej ročni zavori in kontroli vzpostavlja zdaj en zakon, ki bo veljal za vse in trenutno bo veljal najbolj za tiste, ki so osamljeni, ki so obupani, ki so v starosti sami in že itak mislijo, da so breme, ker jim bo samo ta možnost, ta dilema, kjer jih bo država potrdila, mogoče vaše življenje pa res ni več tako vredno, da bi se borili zanjo in je res bolj dolžnost, da se kar samo odstranite. In to delamo ljudem, ki bi drugače mogli zagotavljati zdravstveno skrbo, paliativno skrbo in našo bližino in toplino, je res neokusno, da je ta želja po tej ročni zavori prevlada nad tem, kar bi bilo v resnici bilo pravično za te ljudi. Torej, zakon je narejen tako, da preprečuje vse zlorabe, ki smo se jih pač lahko domislili, da bi se zgodile. Nasprotniki govorijo o neskončnih, neštetih zlorabah. Ko sem enega Pa bi se lahko zgodilo, da bi kaj pozabili. našteje 3 konkretne zlorabe, ki se lahko zgodijo v skladu s tem zakonom, je umolknil. In seveda strašenje z zlorabami je običajna svetovna strategija nasprotnikov razširjanja zakonodaje o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Skratka, vsi strahovi, o katerih zdaj govorimo, so postavljeni nekje v daljno prihodnost, kjer se pa zdaj bojimo, kaj vse strašnega se bo zgodilo. Ampak ko bo zakon enkrat veljal, V primerih izvedene evtanazije oziroma postopkov pomoči pri koncu življenja v svetu ni enega samega, končnega, pravosodno pravnomočnega primera, ko bi katerokoli sodišče v vseh mogočih jurisdikcijah, kar jih so po svetu, spoznali za krivega nekega stranka. Tukaj pa se Pleterski močno moti. Zakaj? Zaradi tega, ker vedno, pri vseh državah, kjer gledamo zdaj zlorabe in pritiske in se nam zdi eksotika, se je začel z uzakonitvijo evtanazije ali pa pomoči pri samomoru. Ker to je ta Rubikon, ki ga ne smemo v bistvu prečkati. Zakaj? Zaradi tega, ker v trenutku, ko ga prečkamo, prihaja do normalizacije pritiskov in manj smo občutljivi na zlorabe. Vidimo v Belgiji, pritiski so nekaj normalnega, na stare starše. Ljudje hodijo z papirji, da naj babica že enkrat podpiše tisto zadevo za evtanazijo, zaradi tega, ker pač se dojema, da v določeni starosti pač nisi več koristen za družbo. In to je nekaj normalnega, kljub temu, da po vseh teh zakonih, ki so v tujini, je to prepovedano, strogo prepovedano. Nakazovanje, da ne ljudje delajo evtanazijo. Ampak tega ne more noben nadzirati. Kar se pa tiče zlorab, je pa tako. Tudi za njih niso več občutljivi za zlorabe. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi zdravniki v Belgiji naredijo kakšno neumnost in jo priznajo, noben jih ne preganja. Zaradi tega, ker v trenutku, ko ti rečeš, da je način blaženja trpljenja s tem, da se znebiš trpečega, dobro, potem vsi te ljudje delajo dobro. In tudi najbolj grozni primeri, ki prihajajo, recimo primer Kava ali pa ta primer, ki so zadušili s polštrom osebo, so na koncu ljudje oproščeni. Zakaj? Zaradi tega, ker so vsi delali nekaj dobrega. In to je tisto, kar bomo mi odločali na referendumu. Ali si mi želimo biti taka družba, ki bo čez 20, čez 10, 15, 20 let delala take neizmerne zlorabe človeškega dostojanstva in pravice do življenja?
Če nismo, potem moramo to narediti zdaj in tega Rubikona ne smemo preskočiti.